Dobro večer. Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez, spoštovani dr. Otmar Zorn, lastnik in direktor družb Varsi in Iskra zaščite, spoštovana akademika, profesor dr. Janez Levec in profesor dr. Vito Turk, prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo, spoštovani dr. Vladka Gabrc-Porekar, magister Tatjana Milunovič, Ana Jesenko, dr. Simona Jevševar, dr. Maja Kenik, Sašo Tomše in Nebojša Furlan, prejemniki Puhovega priznanja. Spoštovani visoki gostje, dear excellencies, drage kolegice in kolegi. Ko smo pred 4 leti postavljali strategijo Kemijskega inštituta, smo tako s tresočo roko zapisali, da si želimo, da bi vsaj enkrat na 2 leti prišli do odkritja, ki bi bilo moč objaviti v najbolj prestižnih mednarodnih revijah, kot sta Science, Nature in družina Nature. Do takrat smo imeli takih objav zelo malo in sam se spominjam, ko sem to tipkal, kako se mi tresla roka, ker seveda, ko enkrat cilje definiraš, te potem nekdo popraša, če jih dosegaš. No, in danes z veseljem sporočamo o tem, da smo v enem letu dosegli 2 taki publikaciji namesto 1 na 2 leta. Torej, zakaj gre? Gre za 2 dosežka, za 2 odkriti, ki sta z področja znanosti o življenju. Odkriti sta nastali v raziskovalni skupini profesorja dr. Romana Jerale, skupaj sodelavci Centra odličnosti ENFIST in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in ekipe iGEM. Torej, gre pa za naslednjo stvar. Pogosto razmišljamo raziskovalci o tem, če je mogoče tudi s celicami sestaviti nekaj podobnega kot te veze, ki poznamo v elektroniki. In pravzaprav celica kot taka lahko deluje, funkcionira kot en logična vrata, and or, ali pa karkoli že. Problem so pravzaprav žice. Namreč, take elemente je potrebno povezati z žicami, kot vemo iz elektronike. Zdaj, povezovalec v raztopinah so pa ioni. In ti preprosto difundirajo sem ter tja, čisto kaotično, kako se jim zdi, in to zgleda tako, kot da bi imeli eno tako trajno teh žic, kot lasje trajna, ki so vsi pomešani hkrati in vsi v kratkem stiku. To ne bi delovalo. Torej, kako to potem naredimo? Nekaj takega, kot je multiplexer v elektroniki. Se pravi, definiramo posebna mesta na površini celic, ki interagirajo samo s posebnimi vrstami molekul, ki so v raztopini. Tako da se prepoznavajo ena z drugo. S tem dosežemo selektivnost. No in doslej je bilo znano, da obstaja v naravi 5 takih specialnih molekul, ki se znajo prepoznavati z posebnimi mesti na površini celice. No in raziskovalci pod vodstvom profesorja Jerale so pa pokazali, da se da tovrstne molekule narediti tudi sintetično. Da imate pravzaprav lahko neomejeno veliko različnih. Kaj to pomeni? Da lahko kompleksnost vezja razširite z 5 žic na poljubno mnogo žic. No in to so demonstrirali potem na eni zelo zanimivi celici, ki je malo podobna kresnički, pravzaprav je antikresnička, no, če sta na obeh vhodih, torej na 2 mestih na površini, negativna signala sveti. Sicer pa vedno ugasnjeno pri vseh drugih kombinacijah. No in to so direktno potrdili v laboratoriju. To je seveda majhna reč, ena taka NOR gate, kot se temu reče. No, treba vedeti, da v Apollo računalniku, ki je krmilo Apollo, jih je bilo samo 5600 takrat. No, raziskovalci pod vodstvom dr. Jerale so potem naredili tudi bolj kompleksna vezja, sestavili, tukaj vidimo primer, kako to deluje. V naslednjem koraku so se lotili stikal, torej bistabilnih stikal, to je vse z celicami narejeno, ne z kakimi poprevodniškimi vezi. Potem so posegli tudi v linearno področje, pač s kompeticijo med represorji in aktivatorji na teh vezavnih mestih. In vse to se je šlo tako, kot je bila ideja postavljena. Naslednji primer, ki ga želim pokazati,
se pa tiče tiste znanosti, ki je mogoče relativno na kratek rok pretvoriti v evre ali v dolare. Tukaj pa gre za sodelovanje z zelo zanimivim podjetjem z Oxford Nanopore Technologies, torej z Velike Britanije. In to podjetje je pa dobilo zanimivo idejo, namreč za to, kako dekodirati genom. Čim bolj enostavno, čim hitreje, čim bolj rutinsko. Seveda, v principu, veliko ljudi zna, ampak oni so pa želeli napraviti, s katero bi šlo to hitro in enostavno. In kaj so naredili? Naredili so membrano in skozi njo zvrtali zelo drobno luknjico, ki ima premjera, recimo, 1 nanometer dober. Membrana loči dva kompartmenta elektrolitska in potem so genom, torej DNK, postavili na eno stran, to se predstavljate kot en dolg špaget, in so ga elektroforetsko potiskali skozi to luknjico tukaj, skozi ta tunelček. Na vrhu tunelčka so dali en encim, ki je ta DNK molekulo sekal na osnovne gradnike, no in potem so ti gradniki elektroforetsko bili potiskani en za drugim skozi, nukleotidi, ne? Ker so pa različno veliki, so različno močno mašili to luknjico. In to efekt mašenja se pa meri z prevodnostjo, merjenja prevodnosti čez luknjico. Tled tokovni signal kot funkcija časa, vidite, vsakič, ko je prišlo do zamašitve, je tok padel. In koliko je padel, to je pa odvisno od tega, kater nukleotid je ravno takrat se zakavčil noter v ta tunelček. Za kratek trenutek. No, in zato lahko naredite zelo majhno, to podjetje to naredi v velikosti ključka računalniškega, to so kolegice in kolegi z laboratorija profesora Deluha, kjer to raziskujejo. In kaj pa naš job tukaj, česa oni ne znajo, tukaj, ti rdeži, oni ne znajo narediti teh luknjic s poljubnim premerom. Zato so nas poiskali. Da mi naredimo kar katalog z različnimi porami. In to naši raziskovalci uspešno delajo in sodelovanje teče. Zakaj sem to omenil? To sem omenil zaradi tega, ker je Kemijski inštitut vedno bolj uspešen v nastopanju na tujih trgih. Delež budžeja, ki pride z tega naslova, je v našem portfelju vedno večji. In tudi s tem se znatno poveča. Zdaj pa želim povedati še to, oznaniti še to, da smo pred enim mesecem pravzaprav ponovno bili uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev za obnovo na Kemijskem inštitutu, tokrat za obnovo stare hiše. To je ta, v kateri smo mi zdaj. Namreč Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo se je preselila v odlične nove prostore, nekaj imela najetega pri nas, no in tisto, kar bilo najeto, bomo zdaj sredstvi 1,7 milijona evrov lahko uspešno prenovili in tudi delno opremili. Delež sofinanciranja Evropske skupnosti je 85%. Vredno bodo dela končana, upamo, do junija naslednjega leta. Ko sem razmišljal o tem letu 2014, se mi je zazdelo, mislim, da še marsikdo lahko tako zaključi, da niti za Kemijski inštitut, niti za Slovenijo ni bilo eno najlažjih. Zdi se mi, da mindset, ki ga imamo, zanimivo ponazarja tale prizor zelo znanega filma ameriškega mačka na vroči pločevinarski strehi iz leta 1958. No, ob tem prizoru gre dialog med sogovorniki, kot tukaj bi že eden od njih, od teh sogovornikov, so tako pripravili, I got the guts to die. Toliko sem pogumen, da se ne bojim smrti. To drugi sogovornik pravi, what I want to know is, have you got the guts to live? Torej, ni dovolj, da si pogumen, da umreš. Pogumen je treba biti za življenje, ne za smrt. In mogoče ni naključje, da je ta film bil posnet ravno v 50-ih. 50. leta namreč v Ameriki so bila leta sprenevedanja. So bila leta Makartijeve komisije. Vse mogoče stvari so se dogajale. Ampak vedeti pa moramo, še nekaj velja za 50. in to, da so jim sledila 60. In v 60-ih smo zemljani stopili na Luno. Zdaj, seveda, jaz sem prepričan, da je edina možnost, da Slovenci stopimo na Luno ta, da eksodus možganov zamenjamo s kroženjem možganov. Sem pa tja nam včasih to uspe na majhnih skalah. Recimo, na Kemijski inštitut čez en teden
pride, pri nas zaposli dr. Manza Logar, Stanford University, iz Kalifornije. Že pred nekaj mesecev se nam je pridružil dr. Samo Andrenšek iz Reka, Sandoja, kjer je nabil uspešno kariero. Ampak, a veste, to je premalo, da bi stopili na Luno. Mi potrebujemo sistem, mi potrebujemo sistemske ukrepe, mi potrebujemo program za kroženje možganov, mogoče kaj take, kot ga naredila Kitajska, ali pa kakšna druga dežela. Pa vidimo, kako uspešen je bil. Sedaj pa mi je v čast, da vabim na oder dr. Vodmarja Zorna za častni nagovor. Prosim. Najprej lep pozdrav direktorju, predsedniku državnega zbora in pa seveda vsem vam. Meni je tukaj malo narodno toliko znanja in toliko energije v tej sobi, v tej predavalnici, tako da ne vem, kaj bi vam povedal. Ampak moram reči, da mi smo pogumni, da smo ostali v industriji. Nekateri ostajamo. Jaz sem prepričan, kolegica Crgolje, Mirjam, skupaj delava, pravi, veš na inštitutu je pa zelo lepo delati, delaš kariero, dobro okolje, veliko znanja, ker razvijati in nove stvari delati je fino, ne? To je krasna stvar, tudi pri nas v industriji. In tisti, ki so v razvoju, so kar srečniki in kaj uspe. Tako da mi, ki se nekako ukvarjamo z izvozom, svoje znanje prodajamo od zunaj, moram to reči, nas zelo veliko kupujejo tujci, velike korporacije pa tako. Pa ne zato, ker bi tako lepi ali pa ne vem, tako fejsla, ampak predvsem zato, ker imamo nekaj znanja in Slovenija je pravzaprav kar znana po tem, da imamo znanje in da ljudje hočemo uspeti. Čeprav tako zgleda nekako v družbi, da smo si nevošljivi, da ne privoščimo drugima, ampak to po mojem mnenju predvsem zato, ker hoče vsak biti boljši od drugega. Sam večkrat na pakcu imamo, ne se ne vprašamo, kaj moramo sami storiti, da bi bili boljši od drugega, ampak drugega dol potlačimo. Pa hočemo biti najboljši, ne? To se mi zdi bistveno. In pri nas se tudi trudimo, recimo v industrijah ali pa v tovarnah, da bi bili najboljši in druge rešitve pravzaprav nimamo. Tako kot vaš inštitut cenjeni, ki je najboljši v določenih področjih zagotovo na svetu, smo tudi mi v določenih produktih in rešitvah najboljši na svetu. Res majhni, nišni, ampak vseeno, če ne nas že znamo ne bi bilo. Ampak kar sem hotel pa reči pa tole, mi v industriji ali pa v gospodarstvu nasploh nimamo dovolj znanja. Ni ljudi, ni dovolj ljudi, ki bi hoteli ali pa imeli dovolj znanja, ali pa ljudi, ki bi želeli delati v gospodarstvu, ob tem, da je treba reči, da je gospodarstvo kar fino delati, so izzivi veliki, lahko uspešno mednarodno, te spoštujejo, ustvarjaš novo vrednost, tako da je stvar kar vredno. Sam zelo težko dobimo ljudi z veliko znanja v neko okolje, ki ni tako prijazno, recimo z aparaturami in raziskovalnimi enotami, kot je na inštitutih, težko dobimo te ljudi, ampak nam uspeva. Mi imamo neke doktorje tudi v naših podjetjih, bom dva primera povedal. Imamo enega doktorja, ki je fizik pa strojnik. In je toliko nabit znanja, marsikateri inštitut bi ga bil vesel. Ampak to je tako približno zvedel. On je prišel, je eno zelo zahtevno področje, ki je kemija, fizika, elektrotehnika, plinske odvodnike, velikih moči. Imamo zdaj najboljše na svetu nekatere, resno nišno, ampak on vse dela, njemu ni nič težko. On to ima tako rad in ko vidi, da ga okolica spoštuje, da tujci ABB ali pa General Electric ali pa tako reče, no to bi pa mi kupili, to je pa fajn, on je v tem perfekten in mu ni težko, da je umazan, ni mu težko, če nekaj privije, ni mu težko, da tist razvije. Kaj mu pa manjka? Manjka mu pa sogovornik, še en tak človek, ne? Smo ne še nekaj doktorji na preizkušenju, pa ni šlo. Ampak skratko hočem reči, da je v industriji tudi fino za take, kot ste vi doktorje znanosti, če koga veseli, kakšen drug izziv je vabljen. Tako da lahko uspe, plače so lahko dobre, tako moram povedati, ja. Po svetu pravzaprav hodimo, da po svetu hodijo, zato ker morajo biti po svetu. Imamo problem, da zdaj postavljamo, ne zdaj za tega doktorja ravno gre, ampak za kakšne druge magistre pa tako naprej, da morajo biti vse 100-150 dni v tujini.
na leto. Ker drugače si pozabljen od Boga, kako reče to. No, imamo pa še enega drugega doktorja, ki je pa tudi krasen, ampak on pa mislim, da je na inštitutu v službi, pa se malo šalim, ne. No, on pa bi malo predolgo to, a veste, raziskoval, pa... Ne, ampak to ni šala, to je res. Zelo dobro naredi, ampak po segmentih. Se še privajamo en na drugega, on je prišel z enega pravskega delovnega področja in se privajamo, da segment zelo dobro raziskati sicer super, ampak da moraš kar do konca narediti. Moraš videti rezultat na koncu. No, tako da se mi tudi trudimo in pa hočem na koncu to reči. Znanje absolutno. In če bo pri vas veliko znanja, mi ga bi tudi radi imeli, pa bomo kaj kupili ali pa kakorkoli sodelovali. Mi s Štefanom trenutno več delamo, ampak ne glede se vedno trudimo se. No, moja kolegica Crgoljeva prav pa moramo s Kemijskim inštitutom več delati, ker imajo veliko znanja. In bomo, brez znanja pa Slovenija ne bo prišla daleč. Tako kot je direktor rekel, recimo za Kitajsko, milijone ljudi se trudi, da bi bili najboljši. Pa nas pa kakšen pozabi, da mora biti najboljši. In če hočemo uspeti, moramo biti najboljši. Zdaj pa vabim na podi slavnostnega govornika, torej predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milana Margeta. Spoštovani gospe, spoštovani gospodi, cenjene nagrajenke in cenjeni nagrajenci. Veseli me, da vas lahko nagovorim na današnji slovesnosti o podelitvi Prehrovih nagrad za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved. Sam se sicer po duši in srcu družboslovec, vendar se, zlasti kot znanstvenik, še kako zavedam pomena in doprinosa raziskovanj na področju naravoslovja. Zato mi dovolite, da kljub svojemu družboslovnemu ozadju spregovorim nekaj besed. Homo sapiens sapiens, dvakrat modri oziroma dvakrat umni človek, se od ostalih vrst ključno razlikuje po svoji bistroumnosti in dojemljivosti. Našo zgodovino in naš razvoj so zaznamovali neverjetna radovednost, vedoželjnost in zvedavost. Skratka, tiste ključne lastnosti, ki so omogočile razvoj znanosti. Ta se je v preteklosti sicer razvijala precej izolirano, sama zase, danes pa je postala sestavni in nepogrešljiv del vsakdanjega življenja. Znanstveno-raziskovalna dejavnost, ki jo je in jo še, seveda, poganja prav omenjena naravna človeška vedoželjnost, je postala gonilna sila našega razvoja in hkrati pomemben sooblikovalec sodobne družbe. Danes si pravzaprav življenje brez znanosti, brez njenega razvoja, brez dobrobiti, ki nam jih prinaša, ne moremo več predstavljati. Znanost je tista, ki nam vedno večji meri kroji naš vsak dan. Je tista sila, ki predstavlja močno orodje in dragoceno dobrino ter ima kot takšna izjemen vpliv na naše življenje. Še več. V sodobnem, globaliziranem in soodvisnem svetu je postalo prav znanje ključni dejavnik razvoja in konkurenčnosti. Zato me izjemno veseli, da se lahko Slovenija pohvali z institucijo, kot je Kemijski inštitut. Od svojih začetkov v letu 1946 kot Kemijski laboratorij Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pa do danes, se je Kemijski inštitut razvil mednarodno uveljavljeno in priznano raziskovalno organizacijo na področju kemije in sorodnih ved. Hkrati pa je Kemijski inštitut tudi vodilna raziskovalna institucija v regiji. Institucija, ki se ponaša z močno vpetostjo v mednarodno sodelovanje, ki omogoča stik z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami, istočasno pa jo odlikuje tudi tesno sodelovanje z gospodarstvom. Slednje ima že samo po sebi, zlasti po času krize in bliči vseevropskih konjunkturnih ukrepov za premagovanje gospodarske in finančne krize, še prav poseben pomen in težo. Prav prenos inovacij v gospodarstvo, torej znanost, ki gre z roko v roki z gospodarstvom, je tisti nujni pogoj za doseganje strateških razvojnih ciljev, za pospešeno gospodarsko rast, za ustvarjanje novih delovnih mest in za torej zagotovilo za spremembe, razvoj in blaginjo državljanov in državljanov. Pred nekaj dnevi sem na enem izmed dogodkov poudaril, da če želimo biti uspešni, se moramo odpreti in internacionalizirati. S tem ne bomo samo razširili svojega vedenja in znanja, ampak bomo lastno znanje tudi bogatili znanje drugih. Skupaj bomo tako hitreje prišli do pomembnih znanstvenih spoznanj, ki bodo uporabna tudi za dvig blaginje sodobne mednarodne skupnosti. Z veseljem lahko rečem, da Kemijskemu inštitutu po zadnja leta odlično uspeva. Saj, med drugim, pri vas naročajo raziskave in sklepajo partnerstva globalna podjetja, multinacionalke,
ter druga podjetja gospodarsko močnih držav. Vse to je nedvomni dokaz, da se inštitut tudi na mednarodnem trgu uspešno uveljavlja kot odličen ponudnik znanja oziroma je že prepoznan po svoji znanstveni odličnosti. Nedvomno bo v lanskem letu odprt predno raziskovalni center, opremljen z vrhunsko raziskovalno opremo, to odličnost zagotovo še po mnogoteru. Verjamem, da vsega naštetega ne je bilo brez odličnega, menedžersko naravnanega vodstva, ki tudi, seveda ne brez zagretih sodelavcev, v znanost raziskovanja usmerjenih posameznikov in posameznic, ki svoje znanje neprenehoma bogatijo, plemenitijo in množijo. Hkrati pa znanstveno skupnost s svojimi dognanji vedno znova postavlja pred nova vprašanja in nove izzive. Spoštovani, omenjeni novi raziskovalni center, pa tudi nagrade, ki bodo danes podeljeni, nosijo ime po Frideriku Pregu. Raziskovalec slovenskega rodu se je med nesmrtne znanstvenike zapisal svojimi dognanji, za katere je bil leta 1923 nagrajen celo z Nobelovo nagrado za kemijo, ter se je uvrstil tudi med 100 najpomembnejših kemikov 20. stoletja. Njegova odkritja so izjemen doprinos znanosti, ki so posledično v veliki meri olajšala delo številnim znanstvenikom po svetu, tudi kasnejšim Nobelovim nagrajencem. Friderik oziroma Fritz Pregel, kot se je tudi sam podpisoval, je v prejemu Nobelove nagrade svoj govor zaključil z upanjem, da bo organska mikroanaliza po bleščečem priznanju Švedske akademije znanosti v bodočnosti našla še druga uporabna področja in da bo omogočila vpogled, ki doslej ni bil mogoč. Predno upanje se je uresničilo. Njegova metodologija je v naslednjih letih pomagala do novih odkritij na številnih naravoslovnih področjih, od fizike do kemije, biologije, fiziologije, medicine, njegova znanstvena odkritja pa so posredno vplivala celo na razvoj genetike. Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, cenjeni nagrajenci. Nagrada za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved, poimenovana po Nobelovcu Frideriku Pregu, je torej izjemno priznanje za izjemno raziskovanje. Gre za raziskovanje, ki predstavlja velik prispevek, verjamem, da ne le v slovensko, temveč tudi svetovno zakladnico znanja. Vaš uspeh na znanstveno raziskovanje in razvojnem področju je nedvomno plod trdega in dolgoletnega raziskovalnega dela, gotovo pa tudi dobršne mere radovednosti, vedoželjnosti in znanstvenega zorenja. Mi torej, da vam za prejete nagrade iskreno čestitam, ter vam tudi za prihodnost zaželim še obilo ustvarjalnega zagona in uspehu. Prepričan sem, da se Sloveniji o raziskovalcih, ki jih ženeta radovedni in etični raziskovalni duh, ter neutrudna želja po odkrivanju in ustvarjanju novih znanj, ni bati za uspešno prihodnost. Iskrene čestitke in hvala za pozornost. Spoštovana predsednik Državnega zbora in podjetnik leta, spoštovani nagrajenci, gospe in gospodje, na našem prednovoletnem sprejemu tradicionalno počastimo s podelitvijo priznanj nove doktorje, ki so doktorirali v letošnjem letu in so raziskovalno delo izvedli na Kemijskem inštitutu pod mentorstvom ali somentorstvom raziskovalcev Kemijskega inštituta. Letos je doktoriralo 11 mladih raziskovalcev Kemijskega inštituta in tudi raziskovalcev iz gospodarstva, ki so delovali na Kemijskem inštitutu. Nekateri izmed njih so že v tujini na podoktorskem usposabljanju, nekateri pričakujejo nove družinske člane, nekateri so morda preveč obremenjeni z novimi izzivi, tako da so danes med nami žal samo dva izmed njih. In medtem, ko ju bom prosila, da se mi pridružite na odru, si lahko gledate naslove doktorskih del, novih doktorjev, kdo so bili mentori in somentori in laboratorije Kemijskega inštituta, kjer so delovali. To so letošnji prejemniki Pregove nagrade za izjemno doktorsko delo. Prejšnji teden so ravno v tej predavalnici odlično predstavili svoje dosežke, žal pa se ne morejo dobiti nagrade. Vloge je ocenjevala 5-članska komisija. Člane komisije vidite na zaslonu. In v imenu znanstvenega sveta se jim najlepše zahvaljujem za opravljeno delo. Predsednika komisije, profesor Gregorja Malja, pa prosim, da razmislite nagrajencem. Drage kolegice, dragi kolegi,
Lepo vas pozdravljam v imenu Komisije za Pregljove nagrade za izjemno doktorsko delo. To nagrado Kemijski inštitut podeljuje od leta 2004. Z njo nekako želi spodbuditi ali pa dodatno motivirati mlade raziskovalce k vrhunskim raziskavam. Želi jih seveda nagraditi najboljše dosežke, najboljše raziskovalce, promovirati njihovo delo, pa s tem tudi nekoliko promovirati raziskovalne skupine oziroma laboratorije, ki v Sloveniji delujejo na področju kemije in sorodnih ved. Letos so se na razpis Kemijskega inštituta se je prijavilo 6 kandidatov. Komisija je poslušala njihove predstavitve, pregledala njihove dizertacije in njihove znanstvene objave in odločila, da Preglovi nagradi za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved letos prejmeta doktorica Tina Trdan-Lušin in doktor Rok Prebil. Zdaj pa... Doktorica Tina Trdan-Lušin prejme nagrado za doktorsko delo z naslovom Farmakogenetski vidiki metabolizma in transporta selektivnih modulatorjev estrogenskih receptorjev. Mentor pri delu je bil profesor Aleš Mrhar, somentorica pa docentka Bašarica Barbara Ostana. Dr. Tina Trdan-Lušin je v okviru doktorskega dela preučevala farmakogenetske vidike metabolizma in transporta selektivnih modulatorjev estrogenskih receptorjev novejših generacij, raloksifena in bazedoksifena. Selektivni modulatorji estrogenskih receptorjev so učinkovine, ki naj bi preprečevali izgubo kostne mase in pojav zlomov, zmanjševale naj bi tveganje za nastanek raka dojk in maternice ter olajšale menopavne simptome. Pri tem naj ne bi povečevale tveganje za nastanek koronarnih srčnih bolezni, možganske kapi in venske tromboze. Gre torej za obetavne učinkovine za zdravljenje osteoporoze in raka dojk, bolezni, ki so v visokem odstotku prisotni v sodobni populaciji in predstavljata veliko zdravstveno, socialno in finančno breme tako za posameznika in za državo. Nagrajenka je v okviru svojega doktorskega dela iskala vzroke za veliko interindividualno variabilnost klinične učinkovitosti in toksičnosti raloksifena in bazedoksifena. Opravila je zelo obsežno raziskovalno delo, ki je vključevalo sintezo učinkovine, razvoj analiznih metod, razvoj in uporabo velikega števila in vitro modelov za ugotavljanje metabolnih in transportnih lastnosti ter klinično študijo. Ugotovila je vzrok za različno odzivnost pacient na raloksifen in pojasnila, da bi lahko s pomočjo določitve genomskih označevalcev pred uporabo zdravila predvideli odziv pacient na zdravilo. Tako bi lahko terapijo prilagodili posamezni pacientki in s tem zagotovili bolj učinkovito in varno zdravljenje. Pri osteoporozi bi taka posamezniku prilagojena terapija bila še posebej dobrodošla, saj lahko sicer učinkovito zdravljenje te bolezni preverimo še v daljšem času. Doktorica Tina Trdan-Lušin je raziskovalno delo opravila na katedri za biofarmacijo in farmakokinetiko Fakultete za farmacijo v Ljubljani in na oddelku za klinično farmakologijo in toksikologijo Univerzitetne bolnišnice v Zürichu. Rezultate raziskav je objavila v 9 člankih v uglednih mednarodnih revijah, doktorirala je na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Zdaj pa prosim nagrajenko. V tem trenutku bi se posebno rada zahvalila mojemu mentorju, profesor dr. Alešu Mrharju in somentorici, docent dr. Barbari Ostanek, ki sta mi omogočila iti po tej znanstveno-raziskovalni poti in sta mi svojim znanjem in izkušnjami veliko pripomogla k temu izvrstnemu delu glede na nagrado, ki sem jo prejela. Zahvala gre tudi sodelavcem Katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko, ki so poskrbeli za prijetno delovno vzdušje, ki je prav tako pomembno za uspešno delo in dobre rezultate. Zahvala gre tudi mojim domačim,
ki so me ves čas študija spremljali in mi pomagali, me podpirali in bili pač ves čas na moji strani. Hvala pa tudi možu Mihu in sinovama Marko in Niku, ki so poskrbeli za lep del neštudijskega življenja. Dr. Rok Prebil prejme nagrado za doktorsko delo z naslovom Aerobne oksidativne transformacije organskih spojin katalizirane z nitrati. Mentor pri delu je bil dr. Stojan Stavber, somentor pa profesor Marjan Morin. Dr. Rok Prebil je v okviru doktorskega dela raziskoval in razvijal nove oksidativne transformacije organskih spojin, ki bi bile v skladu s principi zelene kemije. Cilj zelene kemije je trajnostni razvoj, temelječ na kemijskih procesih, pri katerih se ne uporablja in ne proizvaja nevarnih spojin in topil, kjer se učinkovito izrablja surovine in možnosti obnovljene in kjer po koncu procesov ni nič ali zelo malo odpadka. V zadnjih 2 desetletjih je zelena kemija dobila dodaten zagon tudi na račun spoznanja industrije o večji ekonomičnosti okoljsko sprejemljivejših produktov in procesov. Pri oksidativnih transformacijah organskih spojin načela zelene kemije narekujejo uporabo procesov, ki potekajo pri milih pogojih z okolju prijaznimi oksidanti in aktivatorji. Nagrajenec se je v okviru svojega doktorskega dela osredotočil na oksidativne transformacije, ki kot oksidant uporabljajo kisik iz zraka, torej najbolj razširjen in okolju najbolj prijazen oksidant. Razvil in optimiziral je nove reakcijske sisteme za oksidacijo primarnih in sekundarnih alkoholov do pripadajočih karbonilnih derivatov in reakcijske sisteme za oksidativno halogeniranje, s katerimi je organske spojine funkcionaliziral s klorom, bromom in jodom. Študije je nadgradil z uspešno izvedbo posameznih transformacij na večji skali in tako pokazal, da bodo te lahko uporabne tudi na industrijskem nivoju. Z regeneracijo reagentov in topil je še dodatno izboljšal zeleni profil razvitih reakcijskih sistemov. Dr. Rok Prebil je raziskovalno delo opravil v laboratoriju za organsko in bioorgansko kemijo na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani in na katedri za kemijo na Univerzi Severne Floride v Jacksonville. Rezultate raziskav je objavil v 5 člankih v uglednih mednarodnih revijah. Doktoriral je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Počaščen sem, da sem prejel to nagrado in sem globoko hvaležen, da sem bil izbran za to nagrado. Zahvalil bi se predvsem somentorju Marjanu Rebu in še posebno mojemu mentorju Stojanu Stavberju, ki mi je vedno stal ob strani in je bil super mentor. Kot podpredsednik Društva mladih raziskovalcev Slovenije ravno včeraj smo podelili še eno nagrado mentorja leta 2014. Moram reči, da zame Stojan ste bili moj mentor leta, super ste bili. Hvala. Poleg tega bi vam podaril še, se zahvalil Ingrid Milošo za šefico na odseku K13, Inštitutu Jožef Štefan, ki je poskrbela, da vse stvari so gladko tekle in super tekle. Poleg tega bi se pa zahvalil tudi moji družini, moji zaročenki Sari in sinčko Matiju, ki ste ravno tako pospestrila neštudijski del in mi vedno stala ob strani in bila opora in spodbuda pri raziskovalnih neuspehih. Tako da smo lažje potem nadaljevali. Hvala lepa.